Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate 100. občni zbor Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Predavanje Ljuba Polesa o nasilni in nenasilni komunikaciji. Predstavitev knjige in ustvarjalna delavnica Zgodba o metulju. Predstavitev projektov Las dobro za nas. V plezalnem centru Slovenska Bistrica tekmovanje v balvanskem plezanju. Zmaga kegljačev in poraz kegljačic Impola. Odbojkarice Bistrice izgubile proti ekipi Turbine. Člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica so se minuli petek v Čebelarskem centru na Zgornji Bistrici zbrali na rednem letnem občnem zboru. Na zboru so prisluhnili poročilo o delu društva v preteklem letu. Predsednik društva Maksimilijan Prah je med drugim povedal: Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj so že davnega leta 1924 skupina naprednih čebelarjev na občnem zboru na Češovcu postavili temelje za njegovo delovanje. Danes spada med večja čebelarska društva v Sloveniji, zagotovo pa je najštevilčnejše društvo v Čebelarski zvezi društev Štajerske. Z ozirom, da se v prostorih Čebelarskega centra Slovenske Bistrice odvija 100. občni zbor, bi vsem čebelarkam, čebelarjem in simpatizerjem Čebelarskega društva Slovenska Bistrica iskreno čestital ob slavnostnem dnevu. Hkrati pa se zahvalil vsem, ki jih ni več med nami, da so pripomogli, da smo danes kot društvo, ki lahko ponosno stopamo naprej. Vse o zgodovini Čebelarskega društva Slovenska Bistrica pa bo zapisano v zborniku, ki ga bomo izdali na osrednji slovesnosti 14. septembra v letošnjem letu. V letu 2023 smo uredili in zasadili na novo rastline, kakor tudi postavili in uredili vse obeležene tablice za čebelarsko učno pot medovitih rastlin. Tudi društvena trgovinica je delno zaživela, pa knjižnico smo obogatili z dodatnimi poučnimi knjigami in tudi muzej smo dopolnili. Ne bom našteval aktivnosti, ki so se odvijale na vseh lanskih delovnih akcijah. Preko 730 delovnih prostovoljnih ur smo vložili v Čebelarski center, da je danes takšen, kot je. Posamezniki so še aktivnosti vršili izven delovnih akcij. Izvajanje tripartitnega sporazuma med Čebelarskim društvom Slovenska Bistrica, občina Slovenska Bistrica in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami je v lanskem letu potekala zelo obširno, saj smo v ta namen izvedli 16 dogodkov. Kajti osveščanje predšolske in šolske mladine je ključ do ohranjanja matere narave. Prav tukaj je župan dr. Ivan Žagar dokazal, da se globoko zaveda, da je izobraževanje in ozaveščanje ljudi o zdravi naravi temelj za razvoj in obstanek napredne družbe. Zato še enkrat pozivam vse pristojne, da v svoje učne programe vključijo vsaj enkrat na leto obisk otrok v Čebelarskem centru, mi čebelari pa jih bomo kot do sedaj z veseljem sprejemali. V ta namen smo pripravili program, katerega smo izvajali v sezoni. V ta namen tudi prejmemo nekaj finančnih sredstev, člani pa to izvajamo volontersko in z veseljem. Izvedli dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev 21. aprila, obisk otrok 210 iz vrtca in osnovne šole. Sodelovali smo na vsakoletni prireditvi Podobe bistriških domačij, katere trajajo 2 dni. Tako so nas 8.9. obiskali otroci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, bilo jih je preko 260. Drugi dan, 9.9. smo izvedli 8. tradicionalno kuhanje medenega kotlička, sodelovalo je 8 ekip, bilo je kar pestro. Veliko obiskovalcev, vse se je pojedlo, kar se je pripravilo in tako je tudi prav. Nadaljevali smo tudi dežurstva na našem čebelarskem centru, katero je potekalo od otvoritve vsako nedeljo od 15 do 20 ure do konca oktobra. Predsednik Maksimilijan Prah je predstavil tudi plan dela za to leto. V letu, ki je pred nami, nas čaka veliko dela. Že vse leta vas pozivam k tesnejšemu sodelovanju, kajti ni vse v fizičnem delu, obstajajo še druge oblike sodelovanja, za katerega vas pozivam, da sodelujete po svojih močeh,
kajti sedaj je nastopil čas, ko je potrebno nadgraditi društvene dejavnosti. Smo v letu, ko praznujemo 100. obletnico delovanja Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, za kar imamo velike plane. Čebelnjak, čebelarski prapor, zbornik in tako dalje. Zato strnimo vrste, ko smo jih pri izgradnji čebelarskega centra. Društvo opravlja nepridobitno dejavnost in deluje v javnem interesu, za kar je tudi registrirano. S tem pa si prizadeva ohranitev pasemske čistosti čebele, krajinske sivke, katera je avtohtona na območju Slovenije. V društvu poteka obširna aktivnost, v kateri bi želeli v objektu izvajati čim več aktivnosti, se pravi izvajanje izobraževanj in raznih delavnic, kakor izvajanje raznih druženj. Kajti zavedamo se, da je znanje naša moč, v katero bomo izvedli še tako zahtevne projekte. To pa bomo lahko izvedli s podporo lokalne in širše skupnosti. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili predavanje z naslovom Nasilna in nenasilna komunikacija. Predaval je psihoterapevt Ljubo Poles, ki je uvodoma izpostavil pomen širjenja zavedanja o pozitivni vlogi nenasilnega komuniciranja pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. Drug drugega informiramo o nečem, da mu povemo, ne vem, za svoje želje, za svoje karkoli že, ne? Torej neka izmenjava informacij, ne? Ki pa bi bilo prav, da je jasna in razumljiva. Ne? Dostikrat naletimo na nek pogovor, ko pravzaprav se človek vpraša, kje je pa tu rep, kje je pa glava. Ne? Torej, v zvezi s čim se pogovarjamo, kaj si želimo skozi ta dogovor doseči, ne? Kakšen je cilj tega pogovora. In zaradi tega seveda je dostikrat tudi dobro, ne? Ko se želimo z nekom pogovarjati o neki temi, da mu praktično ali ji to najavimo in da ji rečemo ali mu rečemo, joj, jaz pa bi se rad s tabo pogovarjal o tem pa tem, daj malo razmisli, kako ti vidiš te stvari, pa kakšne so tvoje, ne vem, želje, jaz bom tudi razmislil malo, pa a se lahko dobiva, ne vem, jutri zvečer, pa to prediskutirava, ne, recimo. Torej, govori o razumljivosti in jasnosti v vsebinskem smislu, pa tudi v čustvenem smislu, ne. Ja, mi smo vsi čustvena bitja, ne, in po eni strani smo pravzaprav povezani na nek način tudi kot neke Wi-Fi, kot preko Wi-Fi-ja, ne. Torej, mi čutimo, ne, mi ne vsega ubesedimo, mi, recimo za primer, ne vem, če ste imeli že kdaj priložnost, da ste občutili, ko ste prišli v nek prostor, v neko sredino, kjer so neki ljudi, neka skupina, da je bila kar neka težka, zatežena atmosfera, recimo. Torej, gre takoj za nek občutek, ne? Za neke signale, ki si potem iz telesa poskušamo racionalno, torej razumsko razložiti, ne? V Centru za starejše Metul v Slovenski Bistrici so v sredo predstavili knjigo in pripravili ustvarjalno delavnico z naslovom Zgodba o Metulju, ki jo je vodila avtorica Štefanija Krhlanko. Knjiga Zgodba o Metulju je izšla leta 2020 pri Kulturnem centru Maribor. Štefanija Krhlanko, upokojena profesorica slovenskega jezika s književnostjo in sociologije, ki je večino let poučevala na osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika na Črešnjevcu, je zanimivo zgodbo začela pripravljati v novembru 2017, medtem ko njeni zametki segajo že 40 let nazaj. Tale pot te knjige je prav zanimiva. Zgodilo se je ogromno naključij v mojem življenju in to je potekalo že iz aktivnega šolskega dela, kjer sem delovala pri klubih OZN in UNICEF-u z učenci in tekmovala v večjih nadaljevanjih. Imeli smo zelo uspešne klube, potem pa sem šla na en mednarodni seminar v Kopru, ki je bil namenjen mirovni vzgoji. Tam smo sodelovali Avstrijci, Italijani, Slovenci, Hrvati, pa še v angleščini je bil povzetek. In tam sem videla
in spoznala te stvari, tudi delavnico, luknjanje, igranje na lajnico, oblikovanje obraza in vstavljanje misli in tako naprej. In potem, ko sem se vrnila, sem to pač želela v šoli uporabljati, dokler nisem pač dobila teh aparatur, kar sem rabila, to sem nekje na Didakti našla v Evropi in potem sem v šoli na tečajih velikokrat uspevala, v glavnem zelo uspešno in zelo aktivno. Ko pa sem šla v pokoj, pa se je ustanovilo društvo tale Metul, Center za starejše, pa so bi rekli, pač to bi bilo zate. In potem sem si mislila, ko sem gledala program, ja punca, telovaditi bo šla, to je dobro, pol še kaj zapoješ, pa še sodeluješ naprej. In ker sem pač bila po poklicu profesorica celo slovenščine in celo sociologije na drugi stopnji, ki sem jo naredila ob delu, sem potem hitro se znašla, ko je bilo treba kaj voditi, predstaviti, povezati in pač mi ni bilo težko. Zato sem rekla, da to moja druga služba, nadaljevanje in sem se v tej skupini čudovito počutila. Potem pa mi nekega dne, eden od fantov, ne vem, da ravno kdo, reče, kaj pa ti imaš v Metulju, da vsak dan tam stojiš. To me je pa zbodlo. Kaj, res ne veste, kaj se tu dogaja? Toliko je zanimivo znotraj tega, pa tega ne poznate. Pa sem si mislila sama pri sebi, tako čez par dni, kaj če bi ti s temi starejšimi naredila to, kar si delala z otroke v šoli. In res, tam je tisti plakat, ko sem jo prinesla prvi plakat, da so videli, kaj so otroci delali, kako bo to izgledalo, kaj približno bo delali. Oni so bi rekli, kar takrat je bila Majda, je rekla, jo, ni problema, stvari tako niso poznali, ne, tako da sem pač prostovoljno to naredila. Dopisala seznam, naj se prijavijo in potem sem ugotovila, da kako pa naj zdaj dobim te ljudi sem, če že hodijo vsi telovaditi, ročno dela bi karte igrati. In sem pač rekla, noč, jaz bom šla, prej sem bila v drugi telovadni skupini, sem šla v prvo, da sem bila prosta, vzela sem potem tiste udeležence iz prve telovadne skupine in one iz tretje, tako da tisti, ki so hoteli sodelovati, smo se povezali. Ostalim pa sem morala iti do njih, do vseh, od ročnodelk do kvartopircev, do kuharjev in tako naprej. Pravzaprav je knjiga namenjena od malih, od otrok, od vrtca do najstarejših. Ker gre pač za ustvarjanje, za sodelovanje, za poslušanje stvari, za barvanje stvari, če pogledamo črke, glave. Potem smo pač rekli, da bo se vsaka skupina predstavila z 2 glavama, to so njihovi obrazi, bomo tudi tega potem narisali tamle, kako se to naredi, da vidijo tisti, ki jih še niso videli. Pa potem vsaka ima geslo, svoje črke, bilo je treba posebne črke, jim dati imena, morale so biti povezane s stroko, v glavnem nastajalo je gradivo, bil je velik mape, so bile polne, vsaka skupina je dopolnjevala in ko vse to gradivo gledam, sem si rekla, tole pa ne smem vreči v kontejner. To so pa take stvari in izpovedi in čustva in vse, to bi pa bilo lepo, če bi mi to skupaj dali. No in potem slučajno je prišel na moj računalnik, da kulturna skupnost pač, no kako se že temu reče, založba. Kulturna skupnost Maribor, ne? Ta založba, v glavnem sem dobila, če delate knjigo, mi vam lahko pomagamo. Pa sem mislila, to pa bi šlo kot naročeno, kaj se bom sama matrala, ker to so stvari. In tako je potem potekalo, sicer še veliko stvari bilo potrebnih, od lektorjade do oblikovanja, do platnic, do barvnega tiska in tako naprej, ker vsi so hoteli samo črno-belo in lahko in tako naprej. Meni se pa le zdelo, da je to nekaj zelo pomembnega. Mislim, da smo edini pač, ki smo tako na čudovit ta igrivi doživljajski način, res istočasno smo se močno povezali, ker skupina prej so prišli vsak v svoji skupini, pa so šli, zdaj pa so le bili med seboj povezani, tako da je bilo to krasna stvar. In jaz mislim tudi, da je edinstveno še danes in sem zelo ponosna na to, da smo to skupaj naredili. Občina Slovenska Bistrica je skupaj s partnerji uredila urbane vrtove. Prebivalcem blokovskega naselja in ostalim prebivalcem mesta Slovenska Bistrica, ki nimajo te možnosti, je tako omogočena pridelava lastne hrane. Območje urbanih vrtov ima 17 visokih gred in 56 urbanih vrtov. Ti urbani vrtovi na eni strani seveda pomenijo tudi vsaj nekaj te samooskrbne
aktivnosti. Ljudje si lahko pač, koliko je seveda mogoče, pridelajo tudi nekaj za sebe, pridelajo si na naravn način, je ekološka oskrba. In kako so zadovoljni uporabniki urbanih vrtov? Ta vrt je za mene pač neko prva preizkušnja, neko osebno doživetje, da sploh delamo mladi lahko na vrtu. Glede na to, kakšne so cene zelenjave, pa to je pa to neka priložnost, da malo prišparamo. No. Vrt mi pomeni pridelavo zelenjave za domačo uporabo, zaradi tega, ker sva oba dva upokojenca in zatem tudi nekaj prišparava. Pa tudi, da greš popoldan ven, pa da se družimo vrtičkarji med sabo, ker se poznamo. Se vsedemo tam na klop, kako rečemo. Spoznaš ljudi, ki jih drugače ne bi spoznal. Res je, nekaj lepega mi je. In to dan na dan, in če kateri dan slučajno ne greš, imaš občutek, joj, nekaj sem zamudil. Partnerji projektu Lasa so tudi Komunalna Slovenska Bistrica ter Društvo zeliščarjev Hermelika in Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica, ki sta uredila svoj učni gredi in jo opremila z informativnimi tablami. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Življenje med vinogradi, a brez svojih lastnih vinogradov in tudi potem seveda vina, me je pripeljalo do tega, da sem začel izdelovati izdelke iz zavrženih vinskih sodov in ostale opreme, vinarske izdelke, kot so luči, razno pohištvo, dodatki, modni dodatki, in v sklopu tega smo našo staro viničarijo uporabili tudi kot, bi rekel temu, naziv tega projekta, naše zgodbe, se pravi Štok Wenzel. Štok je ime, ki jo ima naša hiša že stoletja, ker je nadstropna, stara zidanica sred vinogradov, in pod tem imenom Štok so jo tudi poznali. Ker smo pač mi Wenzel, smo Štoku dodali naš priimek in tako je nastala ta naša zgodba. Zaradi prostora, ki sem ga potreboval kot razstavni prostor, sem se odločil, da bomo obnovili danes že 332 let staro vinsko klet, iz katere se je včasih nekoč kletaril Rito Znojčan in pošiljal v vse konce takratnih dežel. Ideja tudi tega je nekako pospešiti razvoj turizma v tej okolici, se pravi, stranke lahko sedaj pridejo tudi po predhodni najavi pogledati naš razstavni prostor, staro vinsko klet, opremljeno z našimi izdelki, kjer lahko tudi potem vidijo in pokusijo razna vina okoliških vinarjev in tako tudi spoznajo malo bolj našo okolico. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020. Športno plezanje, balvani, Slovenska Bistrica. Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica že mnoga leta organizira tekmovanja v športnem plezanju. Prvo tekmovanje so izpeljali že davnega leta 1992. Od takrat pa se je veliko spremenilo, kar se tiče izvedbe tekem. Bistriški alpinisti in športni plezalci so z veliko truda in pomoči strani občine pridobili največji plezalni center v Sloveniji. Sedaj se bo objekt koristil tudi za izvedbo tekmovanj v vseh treh disciplinah, ki jih poznamo v športnem plezanju: balvansko, težavnostno in hitrostno. Prvo tekmovanje v prostorih plezalnega centra se je odvilo v soboto 27. januarja in to s tekmo sodne lige balvanskega značaja, kjer so imeli tekmovalci 10 balvanskih problemov in 10 poizkusov in to v časovnem obdobju 2 ur in pol.
Prva tekma, ki se sploh dogaja v Vzhodnem lige, mislim v plezalnem centru v sklopu Vzhodne lige. Planiramo še eno tekmo Vzhodne lige, ta bo aprila, potem pa imamo še 2 tekmi iz državnega prvenstva, torej hitrost in težavnost. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da se vidi, da imamo pogoje in da trenirajo dobro, da so tudi naši trenerji se izkazali kot zelo dobri. Vzhodna liga je prvenstvo v športnem plezanju namenjeno mlajšim kategorijam. V Slovenski Bistrici je nastopilo 347 tekmovalcev in tekmovalk in to iz 29 klubov vzhoda Slovenije. In to v konkurenci cicibanov, potem dečkov in deklic v mlajši in starejši konkurenci ter kadetov in kadetin. Pomembno vlogo v vseh starostnih skupinah so imeli tudi nastopajoči iz domačega alpinističnega kluba Impol. V konkurenci cicibanov letnik 2015-16 je v konkurenci 16 plezalcev prvo mesto osvojil Luka Vračko. Zelo dobro je bilo, zelo fajn, 9 je bila najtežja. Med starejšimi cicibankami 2015-16 je tretje mesto med 50 cicibankami zasedla Nika Klep. Bronasto kolajno pa je prav tako ponesla Sara Škrlec in to pri starejših cicibankah letnik 2013. Odlično pa je v kategoriji mlajših deklic letnik 2011 konkurenco opravila Vesna Tarkoš. Za zlato je preplezala vse balvane in to samo s 13 poskusi v celotni tekmi. Mislim, da sem plezala kar dobro, bulderji so bili zelo lepo postavljeni in zdaj sem že vse vrhove dosegla, 2 nisem flashnila, drugače pa so bili dovolj težki. Težavni pa so bili bulderji v tej kategoriji tudi za Maro Klajderič-Fidler. Osvojila je 12. mesto, za višji dosežek pa bo morala še več trenirati. Normalno treniram, ni glih ne vem kako težko, ampak se hočem najbolj potruditi, kar se lahko. Zlate medalje med vrstniki starejših dečkov in to v konkurenci 21 tekmovalcev se je veselil Matic Kneževič in to s 7 preplezanimi balvani. Zoja Leskovar si je bronasto kolajno preplezala v konkurenci starejše deklice letnik 2010. V kategoriji starejših deklic 2009 pa je Eva Škrlec stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Mislim, da je ful v redu, da imamo pač zdaj lahko v Bistrici tekme in sem pač zadovoljna, da lahko hodim tako blizu na tekmo. Tudi tekmovalci drugih klubov so domov odnesli veliko kolajn. Mogel sem se res truditi, pa na polno sem šel v trenerko, sem dobro poslušal. V redu je bilo, težki balvani so bili nekateri, ampak ne tako. Nekateri pa so bili zadovoljni, kljub temu, da niso domov odnesli žlahtne kovine. Mogoče bi lahko bil še boljši, drugače pa je bilo fajn. Danes mi je bilo tekmovanje kar dober, par jih še on za splezati, mi pa tukaj ful tudi všeč, ko so fajni buldarji. V celoti vzeto je dogodek celodnevnega tekmovanja pustil pomemben pečat odlične organizacije tekme. Zato je skrbelo veliko število ljubiteljev športnega plezanja. Ob vtisih tekme pa vodja plezalnega centra Ursula Pipenbacher. Zelo smo zadovoljni, gre v bistvu za prvo zgodovinsko tekmo, prvo sploh tekmo v plezalnem centru, trenutno še poteka, ampak malo se bo zaključila. Malo smo utrujeni, ampak zelo veseli in zelo ponosni, da smo zmogli. Imeli smo kar lepo število prijavljenih, 351, malo več, še pol naknadno so se prijavljali. Te veseli podatek, da je veliko domačih teh tekmovalcev, torej iz vašega alpinističnega kluba danes na tem tekmovanju tukaj doseglo tudi vidne rezultate. Torej plezanje se v Slovenski Bistrici prijelo. Ja, zelo smo veseli vsi za naše člane. Plezanje se je kar prijelo, tudi to vidimo po številu prijavljenih v šolo plezanja pri nas na klubu. Tako da, se pravim, to je čudovit šport tudi za samo gibanje, za razvoj otrok, tako da samo tako dalje. 12. krog v prvi A slovenski ženski kegljaški ligi je na keglišču v Slovenski Bistrici postregel z obračunom med 7. ekipo prvenstva Impolom in vodilno zasedbo Kalcit 1 iz Kamnika. Dvoboj obeh omenjenih zased je ponudil veliko kegljaškega užitka
in dokaj enakovredno rezultatski izkupiček vseh treh dvobojih. Obračuni so se končali izenačeno, tako da je bilo 3-3. V podrtih keglih pa so Kamničanke bile za 39 kegljev boljše od domačink, ter zmagale s 5-3, v podrtih keglih pa je bilo 3347 proti 3308. Ja, je bila kar napeta tekma, mogla sem se do konca boriti, ker v bistvu bi se lahko ful hitro obrnili, tako da sem ful vesela, da smo dobili to tekmo in da postajamo na prvem mestu. Impoljčanke, ki so v dosedanjem poteku prvenstva pestile poškodbe, se počasi vračajo v ustaljene kegljaške tirnice, kar se tiče njihovega renomeja med prvoligaščicami. Tekma je na začetku potekala zelo super, kazala je v našo korist, ampak to je šport. Pri nasprotnicah Teja je bila zelo razpoložena, tako je tudi podrla rekord kegljišča. Jaz sem na koncu sicer uspela iztržiti točko, ampak na koncu je bilo to premalo. Posamezne zmage za domačo zasedbo so prispevale Ksenija Detiček, ki je podrla 586 kegljev, Petra Pečovnik 557 in Barbara Jurančič 556, ki je v tesnem obračunu premagala Ireno Koprivc, ki je podrla 543 kegljev. Sicer dejansko še bi lahko bilo več, se na drugi stezi malo slabše keglala, tako da se potem tudi na rezultatu vidi, ampak na koncu dobro. Vseeno, dober izkupiček pika je, čeprav ekipa je izgubila, ampak gremo naprej proti zmagam. Odlično predstavo pa je z novim rekordom kegljišča za ženske 622 podrtimi kegli pokazala Teja Repnik. Ja, sem zelo vesela, da imam končno nekje rekord kegljišča, ker sem nekje že ful blizu, pa mi je malo zmanjkalo, ampak zdaj pa končno je prišlo to. V 13. krogu pa bodo Impoljčanke gostovale v Radljah pri ekipi Remoplasta. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so oslabljene vstopile v zadnjo tekmo rednega dela prvenstva v drugi državni ligi Vzhod, kjer so jim nasproti stale odbojkarice Turbine. Odbojkarice, ki so prišle iz Selnice ob Dravi, so bile favoritinje v tem srečanju. To so potrdile tudi v uri tekme, ki so jo obrnile sebi v prid z rezultatom 3-0. Po nizih je bilo 25-7, 25-16 in 25-15. Te tekme je v bistvu najtežje odigrati, zato ker res ne smeš popustiti in to se hitro zgodi. Tako da, ja, danes smo zrelo odigrali to tekmo in nismo popustili niti za 1 milimeter. Tako da nismo delali dosti svojih napak in to se je poznalo na igri. Punce niso znale vnovčiti, nasprotnice, tako da mislim, da je to prevagalo, da me smo svoje delo naredile, tako moramo. Varovanke trenerja Marka Pongračiča so v obračunu ponudile malo odpora nasprotnicam, saj so igrale brez prve podajalke in spremembo proste igralke v ekipi. V tekmi, ki so jo morale odigrati, so nize izgubile. Prvega na 7. točki, drugega na 16. in tretjega na 15. točki. Žal pa bo ta poraz potrebno čim prej pozabiti. Ja, upam, da bomo res čim prej pozabili to tekmo. Je pa res, da smo se borile, dali smo vse od sebe. Po eni strani nismo bile cela ekipa, tako da je bilo v bistvu za pričakovati tudi malo slabšo igro. Treba enkrat tudi izgubiti, ne moreš vedno zmagati, tako da gremo dalje. Igralke Turbine so srečanje odigrale na vseh delih igre v celoti dosledno, tako da gostiteljice niso prišle do željenega bloka in sprejema, kaj šele do zaključka na mreži. S tem pa so gostje tudi dokazale, da imajo v ekipi kar nekaj izkušenih igralk, ki znajo odigrati tekmo na najvišjem nivoju. Cilj je prvo mesto, potem upamo, da se bo še kakšna igralka priključila in pa ja, prva B. Igralke v belih majicah bistriškega kluba pa bodo morale iz obstoječega kadra potegniti največ, kajti pred njimi je že odločilni 3. krog tekmovanja, kjer se bo odločalo o prvaku in tistih 2 ekipah, ki se bodo selile v nižji rang tekmovanja. Prav v slednjo kalkulacijo posegajo tudi odbojkarice bistriškega kluba. Čim več trenirati, igravati. Meni se zdi, da lahko našo igro poboljšamo, da začnemo boljše igrati. Ja, trenirati je treba, pa gremo dalje,